Da bi nam dala večjo perspektivo, se nam je pridružila Aliha Džamali, znana tudi kot Lili Mu, iranska aktivistka za človekove pravice. Najlepša hvala, da ste danes z nami na i24 News English. Še vedno je veliko ugibanja o tem, kaj bi lahko vključeval morebitni dogovor. Podrobnosti še nimamo, toda na splošno, kaj ta trenutek pomeni za iransko ljudstvo. Ta vojna se je začela 40.000 iranskimi protestniki, ki so bili pobiti na ulicah. Predsednik Donald Trump je dejal, da je pomoč na poti. Po vsem, kar se je zgodilo v zadnjih 6 mesecih, lahko rečete, ali so Iranci trenutno v boljšem ali slabšem položaju. Dober večer vam in vsem vašim gledalcem. Hvala, da ste me povabili. Najprej in predvsem so Iranci, ne glede na kakršenkoli dogovor, veliko bolj napredovali v svojem boju proti režimu in v boju proti temu režimu, ki je odločen, da jih bo ubil. Tako so januarja Iranci svetu pokazali, kaj pogum resnično pomeni, ko so v milijonih prišli na ulice. 3 noči zapored, kljub temu, da so se bili pod streli, kljub temu, da so videli, kako ljudje padajo pred njimi, kljub temu, da so izvedeli, da ljudi streljajo celo v bolnišnicah, so 3-4 dni zapored ljudje še vedno prihajali na ulice v 100.000 in milijonih po vsej državi proti režimu, ki je odločen, da jih ubije. Tako da, kolikor vemo mi Iranci, je morje krvi med iranskim narodom in režimom še vedno tam in mi še vedno plujemo skozi. Da bi se osvobodili tega režima, se bomo morali boriti. Če imamo zaveznike, kot sta predsednik Donald Trump ali premier Netanjahu, kdor bo ukrepal proti režimu, ki je oborožen in se je obrnil proti nam, ter rešil civilna življenja, vsekakor čudovito, to bi z veseljem sprejeli. Če pa se govori o tako imenovanih performativnih diplomatskih pogovorih in je 40.000 ljudi, 40.000 jih je priznal sam režim, ampak ne pozabimo, ko režim nekaj reče, je treba to vedno pomnožiti z veliko večjo številko. V Teheranu samem je bilo ubitih na tisoče in tisoče ljudi. To je tako, mislim, da se raje ne spuščajmo v številke. Iransko ljudstvo je veliko bližje svojim ciljem proti temu režimu v revoluciji leva in sonca. Imajo voditelja opozicije, prestolonaslednika Rezo Pahlavija, ki je skupaj z ljudmi, ko so ljudje prišli na ulice, videl njihovo moč, videl njihovo voljo in rekel: pridite ven, stojim za vami. Predsednik Trump je prav tako rekel: pridite ven, sem za vami. 40 dni kasneje, po pravzaprav 100 dneh, natanko 100 dni potem, ko je bila v Teheranu spuščena prva roleta in ko so poklicali Džavada Šaha. In nato, teden dni kasneje, po umoru 10.000 Irancev, je do dejanskega vojaškega posredovanja res prišlo. Khomeini, vrhovni vodja Islamske republike, je bil odstranjen. Toliko pripadnikov IRGC je bilo tarča in odstranjenih po zaslugi IDF. Torej, s čimer se Islamska republika trenutno sooča, je njen lasten propad in njena lastna šibkost. Ne glede na to, ali se ta 60-dnevni dogovor, za katerega le Bog ve, kaj je v njem, nadaljuje ali ne, Islamska republika ni bila nikoli znana po tem, da bi držala ali spoštovala svojo lastno obljubo. Tako kot včasih, ko so bile proti njej uvedene sankcije, bodo potekale trgovine na črnem trgu in Islamska republika si bo polnila žepe. Vendar pa, če je Islamska republika odstranjena s prizorišča, je celotna mednarodna skupnost varnejša, iransko ljudstvo je varnejše. Kolikor vem, je razočaranje videti, da se takšni dogovori in takšni pogoji diplomacije pojavljajo, ko življenja in kri iranskega ljudstva postajajo cena za nafto. Ampak tudi razumem mednarodni pritisk, ki je na predsedniku Donaldu Trumpu, da bi sprostil hormoško ožino iz prijema in oblasti MUL, ki trenutno pritiskajo na svetovne zaloge hrane in streljajo na sosednje države. Ali vidite kakšen način, da bi se ta režim spremenil? Predsednik Trump je najprej za Wall Street Journal povedal: absolutno ne. Tudi potem, ko je predsednik Donald Trump dejal, da je to najbolj racionalen režim, s katerim so imeli opravka. Če je predsednik Trump, če izziva mule, je verjetno za tem strateški razlog. Ne bi se preveč oklepala tega, gledala bi na to kot na poker obraz.
Ko gre za to, kar naj bi v petek v Ženevi pričakovali, podpredsednik G.D. Vance stoji ob strani predsedniku parlamenta Mohamedu Bagherju Karibafu, Abbasu Arakčiju. Kakšno sporočilo to pošilja iranskemu ljudstvu in iranski diaspori? No, trenutno se Iranci na več načinov počutijo precej zapuščene, kar zadeva od njihove zaveznice, ki jim je obljubila rešitev, zdaj pa se je ta rešitev spremenila v jedrski dogovor. Tako je, situacija, pripoved v mislih Iranca je, da je Donald Trump enak Obami. Prešlo je iz Trumpa, ne bodi Obama, ti si z nami, ali z njimi. V bistvu je bil ta celoten vzklik, vsi v Iranu ga poznajo, Obama, Obama, dža, Obama, kar pomeni Obama, Obama, ali si z nami ali z njimi. Tako so to spremenili in rekli, Trump, ne bodi Obama, ti si z nami, do Obama. In zdaj je samo še tako, Trump, ne bodi Obama. To se je dobesedno zmanjšalo na to, tako da morala glede predsednika Donalda Trumpa trenutno ni zelo visoka v zvezi s to situacijo. Vendar so Iranci vajeni nenadnih preobratov. Vajeni so nepredvidljivosti in vajeni so, da se sami soočajo s težavami. Če se bomo morali s tem spopasti sami, se bomo pač morali sami spopasti s tem. Lili Mu, lepo, da ste z nami. Zelo pomembno je slišati poglede iranske diaspore v tem trenutku. Hvala, da ste bili z nami na i24 News English. Hvala, da ste me povabili, želim vam lep večer. Hvala.